Počasi se fond nepremičnin, ki bo šel v prodaje z javnih dražb, prazni, predvsem na področju stanovanjskih nepremičnin, ki so hkrati tudi vseljive. Trend bo še nekaj časa na področju javnih dražb za poslovne nepremičnine in pa zelo, zelo velike nepremičnine, ko gre za zneske milijon evrov in več. Ja, koliko jaz spremljam prodajo nepremičnin, koliko spremljam, se je nekako umirila. Torej, našli so se neke konstante, kjer so cene že izoblikovane in v stečajih pa imamo en problem, da vedno moramo prodajati po tržni ceni, če je pod hipoteko. Zaradi tega izgubljamo na času, kupec pa želi to kupiti. Trend v naslednjem letu, mislim, da glede po tem, kar jaz sledim v stečaji za nazaj, bo ostal enak ali malo večji glede prodaje na področju stečajev fizičnih oseb, na področju pravnih oseb pa se nekje izenačuje, ostaja na istem oziroma včasih tudi pada. Poslovne priložnosti na javnih dražbah je veliko, če se na javno dražbo pripraviš, pozanimaš, kaj ta nepremičnina je, v kakšnem stanju je in kaj se v bistvu iz te nepremičnine lahko naredi. Seveda bliže, ko je nepremičnina v zaključni fazi oziroma v uporabnemu dovoljenju ali pa je celo že prepuščena v rabo, manjše so priložnosti, treba je znotraj teh dražb videti zgodbo in narediti tisti del zgodbe, ki jih ostali seveda ne vidijo. Vede, poslovne priložnosti na javnih dražbah, jaz razumem to, da tisti kupec, ko kupi določeno premoženje, bom pa povedal pol, kakšno premoženje se vse prodaja na javnih dražbah, moramo prinašati nek dobiček. V nasprotnem nima smisla. Torej, ne samo kupiti, on mora tudi kupec vlagati in mora dobro vedeti, kaj kupuje. To je predpogoj, da pride na javno dražbo in seveda imeti finančni kapital. Ker v stečaju vi morate, ko kupite zadevo, plačati v 90 dneh. Če ne plačate, lahko stečajni upravitelj zadrži kupnino. Kaj se vse prodaja v stečaju? Od nepremičnin, premičnin, to je klasika, zdaj se pa najbolj lahko prodaja poslovni deleži, seveda zdrava jedra se lahko prodajajo, potem kapitalski deleži v drugih podjetjih se lahko lepo prodajajo, če imate torej delnice, določene naložbe. Mogoče se tudi dobro gre prodaja, če so hiše, pri fizičnih osebah individualne hiše, spet odvisno od lokacije do lokacije, grejo od 20 000, pa vam odkrit povem tudi nekatere hiše do 200 000.